Upam, da bomo dobro sodelovali, da me boste ko se da podprli, ker jaz se res želim, da bi ljudje spet bolj pozitivno gledali na lepotne izbore in se bom tudi maksimalno potrudila, da bom dobra predstavnica Slovenije. Zdaj lahko že povemo, žirija je bila sestavljena iz različnih strokovnjakov za svojega področja. Med drugim je bila tudi naša, jaz si upam trditi, najuspešnejša mis do sedaj, to je Iris Mulej. Potem smo imeli strani vizažistov Luka, tisti, ki ga poznate, bolj iz fashion industrije. Potem je bila tukaj Nejka Žembrovski-Podbevšek. Ona bo tudi v bodoče uradna stilistka projekta, skrbela bo za celostno zunanjo podobo zmagovalke oziroma tudi finalist, ko bo projekt se začel odvijati tako, kot se more odvijati. In pa Dejan Nikolič. Jaz bi se tej ekipi iz srca zahvalil, ker so v telih dneh naredili čudeže. Nekako smo povabili k sodelovanju 40 deklet, ki so bile na predhodnih castingih izbrane v finalni casting. Finalni casting je bil 1.7. Na tem castingu je sodelovalo 10 deklet. Strokovna komisija je izbrala Nives Orešnik, ki jo danes tudi imate možnost tukaj videti. Jaz sem zadovoljna s castingom, ki se je odvijal, je bil zelo dobro organiziran. Zadovoljna sem z organizatorji, ker res vem, da me bodo maksimalno pripravili, se trudijo za mene in stojijo za mano in to je res dober občutek, ki ti da neko dodatno samozavest, da se potem res izkažeš. Nives je zares lepo dekle, ima mnogo izkušenj kot model, znajde se pred kamero, zna nositi oblačila, tako da se mi zdi, da nimamo tako zelo težkega dela, kaj da Luka in da mislim, da ga imamo, ne. Absolutno malo časa je, tako da nekako se bomo potrudili v tem času narediti celostno podobo, ki bo torej Nives pristajala, ki bo tudi takšna, da ji bo odgovarjala, da se bo v njej dobro počutila. Še enkrat poudarjam, kot model mislim, da tako ali tako zna nositi vse, kar ji damo gor. Večerna obleka, v kateri bo nastopila, se bo šele pričela delati, tako da nekako ideje so v glavi, no tudi že delamo na papirju, dejansko s šivanjem bomo šele pričeli. Za letošnjo zmagovalko nekih posebnih nagrad ni. To so tudi dekleta bila, preden so podpisala papirje obveščene, ker v tako kratkem času je nemogoče kakršni bolj. Seveda, obleke, oblačila, kozmetika, pač to potovanje na svetovni izbor, ampak da bi pa neke drugačne nagrade tega pa ni tako. Pričakujem vse od pozitivnih do negativnih izkušenj, obojega bom zelo vesela, ker mislim, da bom res dosti odnesla od tega. Rada bi se imela lepo, rada bi spoznala čim več ljudi in zastopala Slovenijo tako, kot je treba. Nives potuje 18. iz Zagreba. Žal nam iz Ljubljane v tako kratkem času karto ni uspeli dobiti. Mi bomo poskrbeli, da jo bomo do Zagreba pripeljali. Potuje v Mongolijo. Tam se bo skupaj za 130 dekleti udeležila veličastnega svetovnega izbora. Gospa Morlijeva nas je dvakrat povabila, da bi se tudi mi udeležili, ampak žal nam ne dopušča časovno, ker imamo mi za zaključek še en projekt v Sloveniji, tako da letos se mi kot organizatorji svetovnega izbora ne bomo udeležili, sigurno bomo pa naslednje leta zadevo spremljali, tako kot se jo more spremljati. Naslednje leto je svetovni izbor na Baliju. Projekt, kot je Miss Slovenije, tak, kot je bil do zdaj, ne more več preživeti, to je dejstvo. Mi ne obljubljamo nobenih gradov v oblakih. Bi prosil, da te naši ekipi date čas, da lahko pokaže, kaj je sposobna narediti. Projekt bo vodila gospa Jelka Šajn, moja žena. Jaz danes sem prevzel tole vlogo pač stika za mediji, vodenje tega, drugače bo pa to predvsem vodila ekipa, ki jo vidite tukaj zraven mene za mizo. Tako da ne obljubljamo nobenih gradov v oblakih, zavedamo se,
da leto 2012-2013 bo definitivno težko leto za vse, za gospodarstvo, za show biznis, za zabavni program. Zato si ne delamo nekih utvar, da je možno čez noč postaviti mis Slovenije na tisti nivo, katerega se zasluži. Zasluži si pa sigurno nivo, se pravi, bistveno višji, kot je sedaj, predvsem pa to, da je to tekmovanje številka 1 v Sloveniji. Realna ocena nekje je, da če bi se vsakih 5 let uspel Slovenki uvrstiti med top 15, je to ekstremni uspeh. Problem je, da smo mala država, imamo veliko lepih deklet, problem je, da velikrat poleg tega, da večje države ekstremno lobirajo, zmaguje tudi eksotika. In tukaj je včasih, rekel smo, mogoče v Sloveniji za en kanček tega prekrajšani, ampak bistvo je na drugi strani. Bistvo je, da Slovenija sodeluje in proba preko tega kot državo čim bolj promovirati. Gospa Morljeva je izrazila željo in seveda tudi je dobila našo povabilo, da pride v Slovenijo. Ona je to potrdila. Ali bo prišla že zdaj septembra, oktobra, to bova še s gospodom Leonom Ribnikarjem pa seveda z njo definirali. Mi bi radi, da pride čim prej. Zelo jo zanima ta mala država, tudi iz, bom rekel, zanimivih stališč, da preden smo mi, da ne boste narobe mediji zastopili, preden smo mi licenco dobili, znali smo po anonimkah, po raznih pismih, mislim, da z nobene države na svetu niso dobili toliko raznih anonimnih pisem na sedež Miss World, kot so jih dobili iz Slovenije. Prizadevali si bomo tudi pripeljati Miss sveta. Seveda to nekaj stane, zaradi tega ne obljubljamo, da bo to že zdaj v tej sezoni, mogoče ja, probali se bomo dogovoriti. Vsekakor pa lahko pričakujete, da se bo to v bližnji prihodnosti zgodilo.